Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Tokrat v našem studiu gostimo poslanko, ki se tudi na tokratnih predčasnih parlamentarnih volitvah poteguje za poslanski sedež. To je Jasmina Opec. Lepo pozdravljeni. Dober dan. V času, ko se pravzaprav večina Slovencev spopada z mislimi, kam na dopust, vi imate kar precej dela s to predvolilno kampanjo. Kako nekako dojemate to? Je to pač del posla, del službe oziroma del funkcije, za katero se potegujete? Situacija v državi je taka, kot je. Bile so razpisane predčasne volitve. Kampanja je sedaj v primerjavi s prejšnjo, ko je potekala v tistem hudem mrazu, malce drugačnih temperaturah, ampak čim prej dajmo te volitve skozi, naredimo dober parlament, dobro sestavo parlamenta, dobro vlado in gremo reševati to Slovenijo. Kaj menite, so bile te predčasne volitve potrebne, lahko koristijo kot državi? Zdaj, situacija, v kateri smo se takrat znašli, razpadla je vlada, je edina rešitev bila predčasne volitve, zato je dobro, da so se izvedle čim prej, da potem lahko se sestavi nov parlament in pa vlada, ki bo s polnimi pooblastili čim prej sprejemala ukrepe, ki jih kot država nujno potrebujemo. Večina Pomurcev vas je že med opravljanjem samega mandata precej poznalo po tem, da ste bili neposredno v stiku z njimi med vikendi, med prostimi dnevi, ste se z njimi družili na terenu, verjetno je potem tudi to del vaše tokratne kampanje. Takrat, ko se spomnim svojega prvega intervjuja, ki smo ga imeli v volilni kampanji 2011, tukaj v tem studiu, sem rekla, da grem na teren in da tako nameravam tudi delovati, če bom izvoljena za poslanko. In tisto volilno kampanjo smo imeli res stiku z volilci in tako sem delovala tudi tekom svojega mandata kot poslanka. Trudila sem se, da sem večinoma svojega časa, ki sem ga preživela v Prekmurju, preživela v stiku z volilci, bodisi z osebnim stikom, da se pogovoriš ob kaki kavi, bodisi na kaki prireditvi v stiku z župani, z gospodarstveniki, in to je tisti način, ki ti da neko dodano vrednost oziroma ki ga moraš zasledovati kot poslanec. Kajti, ko si v stiku z ljudmi, ko poslušaš, potem vidiš, kaj so tiste realne težave, velikokrat tudi dobiš ob teh pogovorih rešitev, ki jo potem uveljaviš v Ljubljani. Mislim, da vsak, ki kandidira na kakršnokoli funkcijo, mora imeti v prvi vrsti to, da se čim več giblje med ljudmi, da je v čim večjem stiku v ljudi, da jih posluša, da jih razume in da potem sprejema tudi ukrepe in rešitve, ki jih ljudje potrebujejo. Na kakšne težave so vas ljudje v tem zadnjem času med temi pogovori, med temi druženji najbolj opozarjali oziroma kje sami vidite trenutno ključne razvojne težave pomurske regije? Težav je veliko, od teh, da mladi odhajajo iz regije, da odhajajo v tujino. Če gledamo statistične podatke, dejansko te lahko zgrozijo. Od leta 1995, ko beležimo statistične podatke o odselitvi iz Prekmurja v tujino, so recimo v zadnjih letih najvišje vsej svoji zgodovini in to je tisto, kar nas mora zaskrbeti. Delovna mesta so seveda tisto, na kar opozarjajo ljudje, potem preobsežna birokracija, dolgi sodni postopki. Veliko sem se tekom svojega mandata tudi ukvarjala z položajem delavcev tukaj iz Prekmurja, ki delajo v sosednji Avstriji. Spomnimo, vlada jim je ukinila posebno davčno olajšavo, kar pomeni, da bodo morali poleg tega, da plačujejo visoko dohodnino že v Avstriji, doplačevati še tukaj v Sloveniji. To je en velik problem, ki se tukaj v Prekmurju pojavlja, kajti vemo, da so ti ljudje odšli delati preko meja zaradi tega, ker jim domača regija ni dala zaposlitve. In sedaj, ko jim še pobereš tisto, kar zaslužijo tam, ko je država želi to pobrati, je krivično in lahko posledično pripelje do tega, da bodo vsi ti ljudje se izselili preko meje se pravi sosednjo Avstrijo in lahko bomo govorili o še večji demografski katastrofi tukaj znotraj Prekmurja. Kje tukaj vidite vi sami rešitev pri tej dvojni obdavčitvi? Jaz sem se tekom svojega mandata veliko ukvarjala s to problematiko, tako na nacionalni ravni, kakor tudi v evropski ravni. Moram reči, da ko sem bila v Rimu, v Bruslju in sem predstavljala to problematiko, je iz drugih držav ljudem težko razumeti, kako imamo mi take predpise, kajti vemo, da je enoten trg, evropski trg, ko mora biti prost pretok delovne sile, ko morajo biti delavci v enakopravnem položaju, ne glede na to, kje delajo, ne glede na to, iz katere države prihajajo. In sedaj, če damo nekega slovenskega delavca napram avstrijskemu, na avstrijskem trgu delovne sile, sta ta dva delavca v neenakopravnem položaju. Avstrijski plačuje zgolj dajatve v Avstriji, naš pa poleg tega, da mora plačevati v Avstriji, bo moral sedaj še v Sloveniji.
To je ne v skladju z sami pravili in v enotnem trgu prostem pretoku delovne sile znotraj Evropske unije. Ta zadeva je tudi na samem pri Evropskem komisarju. Tam stoji, ampak sedaj, ko se bo konsolidiral, ko bo prišli do novega komisarja, tudi kar se tiče davčne politike, bo ta zadeva aktualna in se jo bo rešilo tudi z evropske strani. Kar se pa tiče nacionalne zakonodaje, tudi ko se je sprejemal sama novela zakona o dohodnini, sem jaz predlagala amandma, s katerim bi omogočili, da ne bi prišlo do velikega doplačila te dohodnine v Sloveniji, nažalost ni bil sprejet. Ampak kje so še dejansko konkretne rešitve? Domači zakonodaji bi se lahko spremenil zakon o dohodnini, tam bi se v določenih členih dalo uvesti. Naj omenim, da recimo za določene osebe velja, Slovence, ki delajo v tujini, velja, da so oproščeni do plačila dohodnine v Sloveniji. To velja recimo za uradnike, ki so zaposleni v instituciji Evropske unije, za diplomate oziroma za rudarje. Tako da če obstaja za to kategorijo neka rešitev, ki je izjema od nekega splošnega pravila, jaz verjamem, da bi se ob neki politični volji lahko tudi v domači zakonodaji našla konkretna rešitev za te ljudi. Ampak v bistvu izvor tega problema se nahaja tudi v naši regiji. Ti ljudje so šli s trebuhom za kruhom, ker pri nas v Pomurju oziroma v tem vzhodnem delu Slovenije ni dovolj kvalitetnih delovnih mest. Kaj bi bilo tukaj potrebno storiti po vašem mnenju? Navsezadnje tudi predvolilni program Slovenske ljudske stranke ima naslov Nov razvojni model Slovenije. Kakšen razvoj potrebujemo, da bomo tako v regiji kot v celotni državi ustvarili večje število delovnih mest? Prekmurje ima idealno lokacijo, geostrateško lego, je na stičišču 3 držav, imamo izrazite naravne danosti in to bi morali izkoristiti v svojo prednost. Zdaj poznamo, da je veliko birokratskih ovir, ki onemogočajo razvoj gospodarstva, kmetijstva v naši regiji. Ena izmed takih težav, kjer se predvsem srečujejo ljudje na zgornjem delu Prekmurja v Goričkem, je krajinski park Goričko. Gre sicer za idejo, ki je v začetku verjetno bila dobro postavljena, ampak se je skozi leta izkazala, da predstavlja ne neki pospeševalec samega kmetijstva in gospodarstva na tistem delu Prekmurja, ampak da v določenih primerih predstavlja zelo veliko oviro. Kajti, ko želiš nekaj graditi, ko želiš ustvarjati, rabiš 1001 dovoljenje in to dovoljenje ti mora dati Ljubljana in potem to še pospeši postopke. Sedaj pa, če bi ta krajinski park nekoliko reformirali, da bi bilo mogoče manj potrebno dovoljenj, oziroma bi se o teh dovoljenjih odločilo tukaj v domači regiji, bi bilo hitreje, bolj življenjsko in bi krajinski park tudi v tem pogledu lahko pomagal pospeševati kmetijstvo in gospodarstvo na tem delu Prekmurja. Omenili ste že v enem izmed prejšnjih odgovorov, enega izmed amandmajev, ki ste ga poskušali vložiti. Tudi sicer ste bili prepoznavni v parlamentu po kar nekaj poslanskih vprašanjih. Katere so se vam zdela tiste najpomembnejše, s katerimi ste navsezadnje Ljubljano in pa vse poslance, vlado opozarjali na težave, ki jih imajo tukajšnji ljudje? Jaz sem šla takrat v Ljubljano s tistim zavedanjem, da sem v prvi vrsti Prekmurka in da se bom enkrat vrnila v domačo regijo, ker iz nje izhajam, tu živim in to moja ljubezen je dejansko moja domača pokrajina. Poslanska vprašanja, ki sem jih postavljala, so se nanašala večinoma na domačo regijo in so bila iz različnih področij. Prvo recimo poslansko vprašanje takrat ministru za promet, za infrastrukturo je bilo glede ureditve ceste Murska Sobota-Gederovci. Vemo, da ta cesta velja za cesto smrti, da je luknjičasta, da je zelo nevarna in da je potrebna čim prejšnje hitre prenove. Sedaj vidimo, da se premika, da se gradi neka kolesarska steza in da se ta cesta počasi začne sanirati. Potem tudi na področju zdravstva sem opozarjala recimo na preventivni program DORA, gre za rak na dojki in ta program se v nekaterih regijah izvaja, se pravi, da ženske so obvezno vključene v preventivni program za pregled raka na dojki, v pomurski regiji pa ne. Tudi na tem področju zdravstva obstajajo določene razlike med regijami, ki nikakor posebej na tem občutljivem področju ne bi smele obstajati. Potem spomnimo se ideje o ukinjanju občin, o povečani ideji težnji po centralizaciji. Tudi takrat sem tako ministru kot predsednici vlade opozarjala, da ne gre enostavno ukinjati nekih institucij v posameznih regijah. Spomnimo se, takrat je bila pošta tista, ki se je želela ukiniti. Pošta je sedaj ostala.
Poleg seveda poslanskih vprašanj sem jaz tudi pisala predsednici vlade odprto pismo, tudi občine so recimo bile taki ideja, da bi se jih hitro ukinili, ampak če želiš nekaj spremeniti, reformirati lokalno samoupravo, rabiš nekoliko več časa in pa nekoliko bolj tehnejši premislek za same spremembe. Vaše primarno strokovno področje je sicer pravo, ste diplomirana pravnica, tukaj zagotovo imate tudi precej zapovedati o pravosodju in pa o našem pravosodnem sistemu, kako bi moral delovati, pa mogoče trenutno ne deluje tako, kot bi moral. Tiče, kar se samih postopkov, vemo, da predolgo trajajo in vsi poznamo primere, ko imamo na eni strani primere, ko se o neki zadevi hitro odloči, da se kazen hitro izvrši, in na drugi strani poznamo primere, ko se postopki vlečejo, pride do zastaranja in storilci nikoli za svoje dejanje ne odgovarjajo. Se pravi, da morajo biti sami postopki, ki tečejo, enaki za vse, ne da potem na koncu nekaterim zastarajo in grejo prosto pot, drugi pa mogoče za veliko manjša dejanja odgovarjajo in dobijo kazen. Če že, potem treba, da odgovarjajo v tej državi vsi enako. Postopki tudi trajajo predolgo na sodišču. Tukaj bi veliko bolj morali spodbujati tudi alternativne oblike reševanja sporov, kot sta arbitraža in mediacije, za katere je značilno, da se nekako rešujejo v bolj mirnem okolju, v neki pogovoru med sprtima stranema, kjer sodeluje tretja in poskuša njun spor rešiti mogoče malo na bolj človeški način, ampak so ti postopki potem tudi veliko bolj cenejši in običajno po praksi pride tudi hitreje do rešitve, s katero so zadovoljni obe dve strani. Ker na vsezadnje vse te rešitve tujina že pozna, prav tako kot je v tujini tudi nekaj povsem običajnega, da se recimo stečajni postopek, pa pri katerikoli družbi je že to, relativno hitro konča. Pri nas pa se to kar nekaj zavlečuje, tako kot pri pravosodnih postopkih, tudi pri stečajnih postopkih. To je pravzaprav neka točka, ti stečajni postopki, kjer se pravosodje in gospodarstvo srečata, ne? Ja, zdaj v tem mandatu smo velikokrat spreminjali stečajno zakonodajo, ampak še nikoli ni bila dobro spremenjena, ampak v praksi se potem ugotavlja, da prihaja do vedno novih zapletov. Stečajni postopki pri nas trajajo predolgo, predvsem delavci predolgo časa čakajo na tiste terjatve, ki imajo stečajne mase, in mogoče, da so stečajni upravitelji tudi premalo krizni menedžerji, kar pomeni, da se premalo usmerjajo v to, kako ohraniti tisto zdravo jedro posameznega podjetja, ki je šlo v stečaj, in nadaljevati proizvodnjo v obsegu, ki je pač možno. Potem, če bi imeli tudi te večje veščine kriznega menedžmenta, bi vedeli, komu potem podjetje to zdravo jedro iz stečajne mase tudi prodati. Tudi to je pomembno, da se potem naprej ne predaja nekemu fiktivnemu kupcu, nekomu, za katerega se kasneje izkaže, da mogoče ne izpolnjuje kompetence za vodenje takega podjetja. Eno izmed vaših področij, ki ste si jih zadali v programu, so tudi notranje zadeve. Tukaj se običajni občani največkrat srečujejo z raznoraznimi inšpekcijami, s policisti in pa navsezadnje z redarji. V kakšni vlogi vidite vi te javne službe oziroma te uslužbence? Ali so to tisti, ki kaznujejo občane, ali pa tisti, ki pa vendarle so malo bolj prijazni? Že tekom razprav v Državnem zboru, predvsem ko smo obravnavali cestno-prometne predpise in višanje kazni oziroma glob, sem opozarjala na to, da vse znanstvene raziskave kažejo na to, da visoke kazni niso tisti dejavnik, ki bi izboljševal varnost na samih cestah. To so recimo bolj urejene ceste, odgovornost posameznika, javni potniški promet. In tako nasploh velja po moje prepričanju za vsa področja, da pogostost kaznovanja in da visoke kazni niso tisti dejavnik, ki bi nekako spravile stvari v red. Ampak v današnjem času se vse pogosteje pri ljudeh pojavlja občutek, da v bistvu policisti, redarji, inšpektorji so tukaj zgolj zato, da ljudje kaznujejo. In ti ljudje, se pravi redarji, policisti in pa sami inšpektorji, nikoli ne smejo imeti osrednjo nalogo, kako čim pogosteje ljudi kaznovati in na ta način polniti državni proračun, ampak kako dejansko ljudem pomagati, da spoštujejo predpise. Mogoče, da ni potrebno takoj, ko ugotoviš, da nekdo nekaj ni prav storil, recimo inšpektorjem izreči globe, ampak da ga prvo opozoriš, da bi pa to moral storiti na nek drugačen način in da se potem to spremeni. In pa potem seveda bo tudi tam gostinec, podjetnik potem v prihodnosti tudi pravilno posloval. Nekaj ste že omenili o vašem odnosu do Prekmurja, dejali ste, da vam logično ni vseeno za to,
za to pokrajino, ampak vendarle ste nekako v tem poslanski funkciji razpeti med Ljubljano in pa Prekmurje, med regijo, odkoder izhajate. Ali vendarle menite, da lahko ena poslanka iz Prekmurja lahko kaj stori v Ljubljani? Nekaj ste že povedali, nekaj vam je že uspelo v tem mandatu, pa tudi za naprej. Vendar je, čeprav samo en glas, je lahko močen tudi faktor v Ljubljani, da se uveljavljajo interesi naše regije. Seveda od vsakega posameznika je odvisno, kako močno se angažira, na katerih področjih, na kakšne načine. Poznamo, da ni zgolj delo v parlamentu tisto, da se lahko tudi glasno opozarja na različne načine in se potem poskuša doseči dobre stvari, predvsem za domačo pokrajino. Ampak kar je pa res pomembno, je pa, da je čim več poslancev tukaj iz prekmurske regije v parlamentu. Tudi v tem mandatu smo, mislim, da dokazali vsi skupaj pomurski poslanci, da lahko dobro sodelujemo, ko gre za ključne projekte domače regije. In jaz bi si želela, da je v naslednjem mandatu nas čim več tudi v naslednjem sklicu Državnega zbora, kajti samo tako, ko imaš neko skupno silo, lahko potem premikaš še stvari veliko bolj na bolje. In zato se meni zdi pomembno, da ljudje 13. julija grejo na volitve in obkrožijo predvsem domače ljudi, tiste, za katere menijo, da bodo lahko zastopali dobre interese Prekmurcev v Ljubljani. Ker navsezadnje se potem tudi pri delovanju poslanskega kluba izkaže, da je vendarle ta prekmurska ali pa pomurska, kakorkoli že, identiteta dostikrat močnejša od tiste strankarske delitve, ki sicer velja na slovenskem političnem polu. Ja, mislim, da vsak poslanec, ki pride in dobi zaupanje ljudi v domačem kraju, mora v prvi vrsti gledati na interese, koristi in na dobre ukrepe za ljudi, ki živijo v tistem kraju, iz katerega poslanec prihaja. Dotaknimo se še tudi področje vaše prepoznavnosti. To so navsezadnje nagradili tudi bralci Pomurskega vestnika in pa poslušalci Radia Murski val. Postali ste Pomurka leta. Kaj vam pravzaprav pomeni ta naziv? Ja, danes, ko govorimo, oziroma ko vsi govorijo, da je politika nekaj negativnega in da se nič dobrega ne naredi za ljudi, moram reči, da mi je ta naziv bil še veliko bolj čast. Bila sem zelo vesela in pa tudi ganjena, da bi se so ljudje prepoznali v mojem delu tisto mojo res angažiranost za Prekmurje, mojo odkrito željo, da nekaj storim dobro za to pokrajino in pa za vse ljudi, ki tukaj živijo. Hkrati pa mogoče po neki strani to predstavlja tudi neko odgovornost, se pravi, ljudje kar nekaj pričakujejo od vas in to je lahko mogoče tudi neka spodbuda za nadaljno delo. Bolj mi je še dalo nekega dodatnega zagona in pa elana za delo tam v Prekmurju, ko se še zavedaš, zdaj pa še imaš dodatno odgovornost, da si še bolj glasen, da še bolj opozarjaš in da še bolj poskušaš narediti stvari dobre za Prekmurje. Kaj sicer pričakujete od 13. julija, od volilnega dne? Jaz v prvi vrsti pričakujem, da bodo ljudje v največjem številu šli na volitve. Če želimo neke spremembe, moramo iti na volitve, mora vsak dati glas in se odločiti za tistega, za katerega meni, da bo dobro nekaj sprejel za njega osebno, za kraj, v katerem živi, za regijo, v katerem živi. Tako da volilna udeležba mora biti zelo dobra. Potem pa seveda so volilci tisti, ki odločijo, ukolikor bodo meni še zaupali en mandat, nadaljnji mandat, obljubljam, da se bom še naprej trudila po svojih močeh, tako kot sem se do sedaj, v korist te regije, v korist ljudi, ki tukaj živijo. Pa še morda, kako lahko volivci volijo za vas, kaj je potrebno obkrožiti? Ja, jaz sem imela kar dober žreb, bi rekli. Moja številka je številka 1, kandidiram pa seveda na listi SLS, Slovenska ljudska stranka. Želimo vam obilo uspeha v nedeljo 13. julija in hvala za obisk v našem studiu. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Na svidenje.